26. oktobra 1994 je Pavle Ravnohrib kot voditelj oddaje Male sive celice tekmovalcem zastavil prvo vprašanje. Jutri pa bo Nik Škrlec tekmovalcem zastavil zadnje jubilejni 25. sezoni oddaje. Sicer je prekinila koronca, a celičari se ne dajo. Jutri po 9. uri zjutraj preverite, kaj so pripravili. Delček pa vam razkrijemo že zdaj. Na Malih sivih celicah je tekmovati zelo zabavno, ker se veliko novih stvari naučiš. Pa tudi kot nek izziv je. Že tudi, ko sem bila majhna, sem jih gledala. Moja nona zelo rada gleda Male sive celice. Nikoli ne pozabite, več glav, več del. Ko sem bil mali, sem si želel nastopati na Malih sivih celicah, pa mi ni uspelo, zdaj sem pa naredil za njih himno in v bistvu sem prišel skozi druga vrata noter in se vseeno nekako izpolnil svojo željo. Kdaj me seveda na ulici kdo ustavi? Nazadnje me je celo en fant spraševal po neki snovi iz 4. razreda, ker seveda mislil, da jaz vse vem, ampak ne vem vsega, žal. Vse osvojiš, probaj tudi razumeti. Mi je učiteljica dala možnost, da grem. Sem šla na predtekmovanje in pol je kar naenkrat sem se bližje v oddaji in pol tudi in pa smo prišli tudi v osmino finala. Malo sem razočarana, da nismo zaključili, da nimamo ta pravega zmagovalca, ampak vsi smo lahko zmagovalci vseh 8 ekip. V bistvu se piše zgodovina. 25 let praznujemo, nimamo zmagovalca, vsi so zmagovalci vseh 8 ekip in zato je v bistvu to tekmovanje, prav posebno tekmovanje z zabavo. V bistvu vse je zabava tukaj, ful se imamo fajn. V meni se vedno nekako zaletavata dve strani. Ena bi res želela pomagati tekmovalcem in danes sem jim lahko, ker v bistvu je znanje, ki ga uporabiš z namigom, še vedno znanje, po drugi strani pa res hočem biti krut in v tekmovanjih pa poskušam biti. Sta pripravljena? Ja. Sedaj sem naredila nekje okrog 100 eksperimentov, sama se čudim tej številki. Moj najljubši je pa današnji eksperiment oziroma eksperiment iz te zaključne oddaje. Ne bom pa nič povedala, morate ga pogledati.